GZS, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, je 22. oktobra 2014 v Trubarjevi hiši literature podelila nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Žirija je izmed 33 del, ki so jih založniki poslali na razpis za nagrado, izbrala 5 nominirancev. Slikanico Slon na drevesu Maše Ogrizek in Dunje Jogan, slikanico Anton, Lucije in Damjana Stepančiča, slikanico Modro nebo Tomaža Šalamuna in Arjana Pregla, slikanico Princesa srca Bine Štampe-Žmavc in Polone Lovšin ter slikanico Kvidžin Vang Ferdinand Augustin Hallerstein, Slovenec v prepovedanem mestu. Nagrado Kristine Brenkove 2014 za izvirno slovensko slikanico je prejela avtorska slikanica Kvidžin Vang o Ferdinandu Augustinu Hallersteinu, Slovencu, ki je v 18. stoletju živel in deloval kot misionar in učenjak na Kitajskem. V zbirki velike slikanice je knjigo izdala založba Mladinska knjiga. Po mnenju žirije je slikanica med letošnjo bero kakovostno najbolje povezala slikovni in besedni del v slikaniško celoto. Občutki so zelo prijetni, namreč pravzaprav je za nas vsaka slikanica, ki izide v kateremkoli času, en poseben praznik, namreč za vsako slikanico stoji veliko vloženega truda. Kadar pa dobimo še neko priznano od zunaj, da je naše delo bilo res dobro opravljeno, to pa seveda še večji praznik. Kar se tiče slikanice Hallerstein, je to še poseben projekt, namreč Kvidžin Vang, ki se je k nam priselila v Slovenijo pred dobrimi 30 leti in je Slovenija za njo postala druga domovina, je sledila življenjski zgodbi Hallersteina, ki je pri nas na naših tleh zelo malo poznan, čeprav spada med najbolj pomembne Slovence, ampak smo ga nekako pozabili in bil je nekako razpet med Slovenijo in Kitajsko, kjer je opravljal delo astronoma, vodil je pomemben oddelek in odkril kar veliko naprav za merjanje zvezd. Po drugi strani je bil pa na nek način ene vrste vsestranski ustvarjalec in znanstvenik, ker se je spoznal na zelo različna področja, od kartografij do preštevanja rodnosti. In Slovenci smo nam pozabili in nam ga je morala odkriti pravzaprav Kvidžin, ki se je k nam priselila od drugod. Tukaj gre za zelo preprosto zgodbo o Hallersteinu z namenom, da jo bodo spoznali že otroci, pa tudi njihovi odrasli. Kvidžin pa nam je s svojimi slikami približala tudi Daljni vzhod in na en svoj poetičen način pokazala, kako nas povezovanje med vzhodom in zahodom lahko samo bogati. Komisija je sprejela tudi odločitev o podelitvi priznanja Nove poti, ki ga je prejela slikanica Modro nebo za inovativnost na področju slikaniške produkcije. Zelo sem počaščen, da so dejansko zaradi slikanice, ki so jo skupaj s Tomažem Šalamunom naredila, uvedli novo nagrado. To se mi zdi neko dobro priznanje. In tudi res, to, kar so v utemeljitvi opazili in na kar sem tudi sam ponosen, da ne sledi neki ustaljeni formi ta slikanica, da odpira neke nove možnosti. In jaz sem strašansko vesel, da se je gospod Tomaž Šalamun odzval na mojo prošnjo. Namreč slikanica je nastala tako, da sem obratno, kot je navada, da sem jaz najprej naslikal podobe, naredil te slike, ilustracije in jih potem dal pesniku Šalamunu, da je pol on naknadno v dialogu z njimi napisal te pesmi in na koncu sem spet jaz to združil v neko zaključeno celoto. Tako da je to žirija opazila in nagradila, sem seveda zelo vesel.